Naredili bomo eksperiment. Zanima me, kako se v različnih vajah povezovanja znajdeta dva zelo dobra prijatelja in kako dva popolna neznanca. Ko smo s prijateljem, nam je z njim udobno, a ne? In smo res to, kar smo. Ko smo z neznancem, pa hočemo izpasti dober in smo zato kar malo napeti in je cela situacija lahko malo manj sproščena. To sta Mark in Jure, ona dva sta najboljša prijatelja. To sta Jan in Laura, ona dva se ne poznata. Jan, a ti poznaš Lauro? Ne. Kaj pa ti njega? Prvič ga vidim. To je Mark, moj best friend. To je pa Jure. Ful ga vam rad, samo tega nikoli ne povem, zato ker sem prava moška. Ja, sem vam jaz tebe tudi rad. Jokica. Jan, kaj je od Laure najljubša jed? Moje je Karim. Štrukli z gobovo omako. Laura, kdaj ima Jan rojsten dan? 23.2. 9.9.1990. Po mojem se ne poznata. Kaj je od Jureta najljubša jed? Ja, pica. Jure, kdaj ima Mark rojsten dan? 1. februar. Meni zgleda, da se te dva človeka poznata. A to, da se poznamo, res pomaga pri boljši komunikaciji. Dajmo recimo vzeti stran govor, pa se ukvarjamo samo s telesom. Na vrsti je ena klasična pantomima. Tukaj imaš 5 stvari: poklic, rastlina, pojem, hrana, čustvo. Časa imate neomejeno, ampak probajte prehiteti drugi par. Kelner. Poklic natakar. A to roža? Rastlina je. Narcisa, materina dušica, figa. Krompir, koruza, plevel. A si kmet, a si duhovnik bil, ali kaj? Zelje, žaba si žaba. Ne vem. Pa raste, mah. Ja, bravo, pojem. Rastlina, roža. Pojem je. Mraz, toplota, vročina, jesen. Pomlad. Blizu. Ja, pomlad, bravo. Hrana. Ok, kuhaš, juho delaš. Vse krompir, še kar dobro, koruza, grah. Golaš. Ja, bravo. Ok, in še zadnja, čustvo. Je Tinder čustvo, ne? Sam sebe si odkril na Facebooku, Zaljubljenost. srce se ti para, ker sem te izdal, Čustvo je... srcozlom. Ljubosumje, Ja, žalost. čestitke, ljubosumje. Prva naloga je končana. Jure in Mark sta za pantomimo potrebovala 4 minute in 11 sekund, Laura in Jan pa 4 minute in 31 sekund. Se pravi, zaenkrat vodita Jure in Mark. Kaj pa proces poučevanja? Zanima me, kako dobro učimo nekoga, ki ga dobro poznamo, in kako nekoga, ki ga ne poznamo. En izmed para bo dobil posnetek koreografije, ki jo je pripravila profesionalna učiteljica plesa Tina, in bo to moral naučiti drugega v paru. Časa imata 5 minut, Jure, Ok. nauči Marka vse, kar znaš. V desno se začne. 1, 2, 3, 4. Pa tako, ker pogleda naravnost, pa gre že spet v krog, 8, 8. pa tako kvajze. Kaj zdaj? Bugi, bugi, bugi. Bugi. Pa pa nek Franc Košir, tako neki. Tako. 1, 2, 3, 4, 5 in 6 in 7, 6, 8, čas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kot edini član prestižne komisije Osvežilna ima talent bom neznancema podelil 0 točk, prijateljama pa 1. Veš tisto, kad ti nekdo ful slabo razlaga, kam moraš priti. Ti pa sam hočeš, da ti da naslov, da ga daš v Mapse in prideš tja. No, v naslednji nalogi bomo preverili, kako poznanost vpliva na podajanje navodil. Enemu izmed para bomo zavezali oči, drugi pa mu bo podajal čim bolj točna navodila, kako priti preko določene ovire. Pa da vidimo, kdo bo hitrejši. A zaupaš Marku drugače? Ja, Z življenjem? no, Ok, obrneš se desno, ja, in greš naravnost. Stop. Se pravi, mečken. Mečken Za preveč par ti zaupam. stopinj bolj v desno. Zdaj pa bo počasi ograja. To prim zdaj svojo levo roko. Kaj so to, štenge? Štenge, ja. Zdaj Ja, je bilo po štengah male, gor. to. Počas. Ena in še ena stopnica. A so naju kaj zavarvali? Ne, niso. Zdaj lahko dvigneš glavo. Koliko visok pa sem? Zelo visok. Tako je. A bom jaz previdno. kam padel? Ne boš, zaupaj mi, Jure, zaupaj Kam pa mi. zdaj? Sam Še, gor. sam piči. Zdaj greš na levo.
Zdaj pa je pred tabo tobogan, Jure. Ne! Tobogan je. In se počasi spustiš. Za podajanje navodil in vožnjo po toboganu sta Jure in Mark potrebovala minuto in 53, Jan in Laura pa samo minuto 41. Najtežji mi je bil ples, zaradi tega, ker pač ne znam plesati. Je bilo zame težko se naučiti korake, kaj šele njega potem naučiti to. Sem bil pod nekim pritiskom, da ker se poznava, da ga bom znal zelo dobro orientirati. Če bi bil moj kolega, bi ga lahko, po moje, še hitreje, z manj skrbi zanj vodil. Ja, res sem začutil, da je med nami nekaj posebnega. Bi rekel, da bi bilo lažje s prijateljem. Ko nekoga malo bolj poznaš, veš tudi, kakšne gibe uporablja, pa to in je lažje podajati navodila, pa tudi zaupanje. Za zaupanje se gre tukaj pri tej nalogi. Nalog je bil prav verjetno slab z nekom, ki ga ne poznam.